Zdravljeni, z vami sem Minka Ganta in danes bomo govorili o hormonih, ki pospešijo hujšanje. Govorili bomo o treh ključnih oziroma petih ključnih dejavnikih, ki delujejo na preoblikovanje telesa. Ja, razmišljamo o plaži, jaz se pa grejemo v ognju. Dejstvo je, da večeri so še vedno hladni in tako prija biti zraven ognja in ja, res je lepo. V glavnem, a ste gledali film Jej, moli, ljubi? No, to bomo majčkeno razširili, ker tale jej je pomemben, je prvo. Ker ta stimulira določene hormone, sploh hormon inzulin, ki odpira celična vrata, hkrati pa, če ne ješ, se pa povzroča, da se sprošča hormon, reče se mu grelin, ki povzroči, da v enem obroku pojeste tudi do 30% več hrane, kot če ne bi se sproščal ta hormon. In to pomeni, da v bistvu, če ješ na 2,5 uri, ostajajo hormoni v ravnovesju in to pomeni, da je prva točka že narejena. Druga točka pri tem našem hormonskem ravnovesju je pa spi. Zato, ker prav med spanjem se tvorijo pa tisti hormoni, ki nas preoblikujejo. Spati je treba od tam okrog 8 do 9 ur na dan in verjamem, da mnogi rečete, kje imam pa čas, ampak dejstvo je, da samo med spanjem se proizvajata dva ključna hormona in to je rastni hormon, ki povzroča obnovo, drugi hormon je pa hormon DHEA in ta hormon topi maščobo točno na trebuhu. Vpliva na nadledvično žlezo, vpliva na to, da se pomlajujemo med spanjem, tako da to so zdaj ključni hormoni. Še eno stvar, zdaj prav tale, jej in spi. Pomembno tukaj pa res nekaj, kar ne gre samo s hrano, boste morali si mečkam pomagati s prehranskimi dopolnili. Tukaj potrebujete 1000 mg omega 3 na dan, ker v nasprotnem primeru se prav ta dva hormona ne morata tvoriti in potrebujete 1000 mg C vitamina. Vam povem zdaj en primer. Ni s hujšanjem v povezavi, ampak ena gospa je noseča in pač išče rešitve pri zdravnikih. In zdaj vse skupaj je udarilo na vnetja kolen, sklepov, komaj hod, na pol nosečnosti je in se počuti okorna, stara, težka. In veste, to ni pol tisto, da reče, joj, koliko sem srečna, da sem noseča, ampak joj, kdaj bo ta mučenje nehal. In prva zadeva, kar rabiš za hormonsko ravnovesje in proti vnetjem, je omega 3. In sem ji rekel, vzem omega 3. Pri meni dobiš dobro omega 3 in kaj je rekel, joj, nihče mi ni rekel, da jo lahko. Ja, pa vzem kakšno knjigo, pa preber, pa boš povsod videla, da je to nekaj, kar bi nujno potrebovali vsi. In druga stvar, C vitamin. C vitamina samo 300 mg, celo 300 mg ga pokurimo, s tem, ko se razburimo. Stres, 20-minutni čustveni stres, 300 mg C vitamina, to je 6 pomaranč, pomislite. In je nemogoč s hrano dobiti toliko C vitamina. Nemogoč. In C vitamin je vžigalca. Pomislite, jaz sem hotela zakuriti ogenj. Ni zadosti, da pozitivno razmišljam, užgi se, te začni goreti. Vsak bo rekel, pa daj, pržgi ga. A je to tako? In naslednja zadeva spet hrana, kjer dobimo magnezij, ki je spet vžigalca, to so oreščki. In tukaj nujno potrebujemo te zadeve in glejte, če ne gre s hrano, če vidite, da se ne premaknete nikamor, ja boste pa pač mogli dopolniti prehrano z dopolnili, ker telo potrebuje. Tudi celične membrane se morajo odpreti. Ampak glejte, naslednji video več o tem, no samo namigi, ampak zdaj smo jej, spi, zdaj smo pa pri naslednjem, pi. Kdor premalo pije, mu začnejo celice shranjevati in naše maščobne celice niso prav nič drugačne kot pa maščobne celice pri kamelah. Kaj vi mislite, da kamele, ki imajo to grbo, da je to meh, kjer se napolni z vodo? Ni, to je maščoba, kamor kamele shranjujejo vodo.
In isto se zgodi pri ljudeh, ki ne pijejo zadostno količino vodo, pač napihnejo se, no kaj sem zdaj rekla, ki ne pijejo zadostne količine vode, se dobesedno napihnejo, ker njihove celice začnejo shranjevati vodo, tako kot pri kamelah. In zdaj, se pravi, če želite, da se vaše telo preoblikuje, je čas, da začnete piti večje količine vode, še boljš, začnite piti čaj iz zlate rozge, ki spodbudi delovanje ledvic in odvajanje vode iz telesa, hkrati deluje na ščitnico, hkrati deluje na vse hormonske centre, hkrati deluje na čiščenje tako jeter kot notranjih organov in s tem spodbudite čiščenje telesa. No, naslednja zadeva je pa potem, zdaj smo pa že moli. Moli, ja. Telo, ki je v miru, se bo preoblikovalo. Telo, ki je v stresu, se ne more preoblikovati. Vem, da sem 1000krat že rekla, naše telo je svetišče, naše telo ni smetišče. In če ga mi ne cenimo, če ga mi zlorabljamo, točno to nam potem vrača. No, jaz vam bom prebrala eno sporočilo iz kart Tarot, tele karte imam na nov, Osho Zen Tarot. In točno to sporočilo, ki je namenjeno za vas, ki ste pogledali tale video do tukaj. Da vidimo, tale moli, smo zdaj pri moli. Možnosti, vse možnosti se odpirajo. Možnosti, ker če si v miru, v ljubezni in potem naprej je pa ljubi. Ljubi, imej rad svoje telo, ker tvoje telo je edino telo, ki ga imaš. Nimaš nadomestnega vozila, ga enostavno nimaš. In če svoje telo tako močno zlorabiš, bo pač duša poiskala novo vozilo. To je dejstvo. Zato je tako pomembno, da spoštuješ to svoje telo. Da tam, kamor tisto, kar te najbolj moti na tvojem telesu, da tja pošiljaš največ ljubezni. Da tistemu delu namenjaš več ljubezni. In da ne delate tako kot ena gospa, ki jo pač poznam, ko je hotela preoblikovati svoje telo, pa je šla na naporne vadbe in svoje telo še dodatno preterala in obremenjevala, namesto, da bi šla na meditacijo, da bi se umirila, da bi začela razmišljati, kaj njo srečuje in da bi se naspala, da bi si mogoče vzela kakšno kopel ali pa zvočno kopel in se naužila nove energije. Še eno sporočilo in vse to, kar opazimo pri drugih, je to, kar smo mi. In če opazite pri drugih, kakšni so, je to vaša šola. To je nekaj, kar morate vi sami pri sebi predelati, zato ker živimo v svetu iluzij in v svetu ogledal. Pri drugem opazimo vse to, kar imamo mi pri sebi za narediti. In poglejte, če pri drugem opazimo, le kakšen je. To je tvoja šola, to imaš ti za predelati, ti imaš tukaj največji izziv in verjetno to, kar opažaš pri drugih ljudeh, tebi povzroča kronični stres, kar tebi povzroča kronični stres, pomeni, da to tebe ravno tako redi. No in pojmo naprej na sporočila, kaj je še pomembno za vas, poglejte, spet smo pri projekciji. In zaradi te projekcije, ker druge obsojamo, sebe ne moramo spraviti v red. No, zdaj pa pojmo na projekcijo sebe, potem pa sebe obsojamo, ker smo mogoče jedli ob neprimerni uri, ker smo jedli hrano, ki ni primerna. Zato si pa pripravite zdrave obroke, zato si pa pripravite zdrave sladice. A veste, kaj mi zdaj delamo z mojimi puncami? Zvečer pripravljamo zdrave sladice. To je tik-tak narejen in to so sladice iz knjige, ko imajo hormoni žur. Iz te knjige pripravljamo, zdaj tukaj seveda knjigo hočem pokazati, tukaj noter so zdrave sladice. Tik-tak so pripravljene te sladice v 15 minutah in damo v skrinjo. In imamo takrat, ko rabiš eno sladico, nekaj za dati v usta, greš v skrinjo, daš par kroglic v usta in je zdrava sladica. Jaz tukaj zdaj migam z nogami, zato ker mi je tako fino, ker to dejansko mi delamo in s tem zadovoljim svoje brbončice. Moje brbončice povzročajo dobre občutke, ki grejo v možgane,
v možganih se sproščajo endorfini in avtomatično moje celo telo je zadovoljno. Toliko enostavno to gre. Tako da zadnje sporočilo, danes se pravi jej, pi, spi, moli in ljubi. Ljubi svoje telo in ničnost je prišlo. Vse možnosti, vaše telo je zemljevid vas, lahko stvarite, kar si želite. In delajte to, imejte se radi in boste videli, vaše telo vam bo vrnilo vse to, kar vlagate v vanj.